Družili smo se s podganami, ki so lahko prijetni domači ljubljenčki. V novem domu smo obiskali Hanija, psa z oznako nevaren. Opozarjamo, čas je, da žabicam pomagamo varno čez cesto. Obiskali smo dom, kjer lahko srečamo veliko nenavadnih ljubljenčkov. Gospa Petra, vi ste nas povabili. Koga vse imate tukaj? Ja, pozdravljeni. Pri meni živi kar nekaj podgan. Res so za večino ljudi še vedno nenavadni ljubljenčki. Drži se jih polno stereotipov, ampak so v resnici take krasne živali, tako da ko enkrat imaš podgana doma, v bistvu sploh ne veš, kako si lahko živel prej brez podgane. Kakšne živali so pravzaprav podgane, kaj vas navdušuje pri njih? Zelo so prebrisane tudi, vedno moraš biti en korak pred njimi, zelo hitro se dolgočasijo, tako da v resnici je treba veliko časa posvetiti jim. Tudi če imajo podganjo družbo, so zelo navezane na človeka. V resnici se rade družijo z nami. No? Vidimo tudi, da so različnih barv, različnih velikosti. Kako je s tem? V času zrejanja teh domačih podgan, ki so v resnici čisto enake kot njihovi divji sorodniki, vrsta je ista. So se v ujetništvu razvile različne, ne vem, če se temu že lahko reče pasme, ampak barve kožuha, različne oblike ušes. Se ustaviva morda pri ušesih? Tale naš viski je vrste Dumbo, tako se reče, zato ker imajo ušesa nižje ob strani glave, taka bolj velika, okrogla so. Nimam pa tlele pri roki nobenega z navadnimi ušesi. Navadna ušesa imajo pa takole, bolj na vrhu glave, pa niso tako okrogla. To je z neko mutacijo ratalo, ki je bila ljudem všeč in so potem to naprej vzrejali, ker je dedno. V nasprotju s splošnim prepričanjem so tudi precej čiste živali, pravite? Ja, zelo čiste. Kadar se ne hranijo, pa kadar ne spijo, se oni čistijo, se češejo, en drugega češejo, ker so zelo socialne živali. Spucajo vse, razen repa. Večina podgan pozablja, da ima rep in očistijo samo takole košček repa. Ostalo pa menijo, da ni njihovo. Kakšna je življenjska doba podgan? Življenjska doba je od 2 do 3 leta. Mi do zdaj nismo imeli veliko sreče s tem. Imamo zdaj prvič podgano, ki je starejša od 2 let. Tako da upamo, da so zdaj te, ki smo jih jemali prav pri rejcih podgan, da bojo bolj dolgožive, da bojo bolj zdrave. K temu doprinesete verjetno tudi s pravo prehrano in skrbjo. Kakšna pa je? Prava prehrana mora biti raznolika, mora imeti tudi določen delež beljakovin živalskega izvora, ker so vse jedi. Zdaj pa nekateri se odločajo, da sami delajo mešanice, nekateri kupijo že komercialno pripravljeno hrano. Mi smo se pa odločili za brikete, se pravi, da so vsi koščki enaki, da ne morajo zbirati ta dobrih, pa v njih, ki so koristni za njih, pa niso tako okusni, pustiti. Ker imajo zelo razvit voh in s tem tudi okus in so take mini gurmani. Jim je pomemben, kakšen okus ima hrana. Tako da je bilo kar nekaj težav, da smo jih navadili na brikete, ki pa niso preveč okusni. Omenili ste voh, njihov smrček ves čas smiglja, pa tudi brčice, to ima še dodatno funkcijo. Ja, tako je. Zdaj bom eno si sposodila, da bom pokazala. Oni imajo v možganih poseben center za brke. In
če se vidi, imajo brke razporejene v takih vrstah in v stolpcih. In brki, ki so bolj zadaj, so daljši in vibrirajo z drugačno frekvenco kot tisti, ki so krajši in spredaj. In oni s pomočjo zaznavanja teh vibracij si ustvarjajo 3D sliko svoje okolice. Oni zelo slabo vidijo v primerjavi z nami, sploh tisti, ki imajo rdeče oči, še veliko slabše vidijo. Tako da si na ta način pomagajo ustvarjati sliko okolice. Pa njihov drug zelo dober čut je pa sluh. Tako da kljub temu, da so slabovidni, se zelo dobro orientirajo tudi v temi. Prav je, verjetno tudi, da samičke steriliziramo, njihova sposobnost reprodukcije je kar velika sicer. Ja, oni so, bi lahko rekli, kar take mašine za hranjenje in za rojevanje. Ne samo zaradi tega, da preprečimo neželena legla, če imamo slučajno mešano populacijo, samicam tudi korist glede zdravja, da se jih sterilizira, ker se procent možnosti, da dobijo tumor na mlečnih žlezah in vse tumore povezane z estrogenom, zelo zmanjšati. Ampak mi smo se tudi odločili, da smo dali sterilizirati naše samičke. Zdaj pa bomo videli, kako srečni bomo z njihovo dolgoživostjo. Vam hvala lepa. No, tudi mi smo poiskali veterinarski nasvet povezan s težavami, ki jih imajo podgane. Kot vsi sklopi naših živalskih vrst, ki jih zdravimo, mi zdravimo ptice, male sesalce in plazilce. Podgane, te ljubiteljske podgane sodijo med male sesalce. Se tudi pri njih srečujemo z najpogostejšimi zdravstvenimi težavami. Zelo pogosto imajo težave z dihali. Ena od zelo pogostih bolezni je infekcija z tako imenovano Mycoplasma pulmonis. Poleg tega pa najdemo pri podganah tudi zelo pogosto tumorje. Tako pri samcih kot pri samicah. Mogoče je res, da je verjetnost, da najdemo tumor pri podgani še bolj pogosta pri samici, predvsem tumor, ki ga najdemo na mlečni žlezi. Najosnovnejša teorija nastanka je predvsem vpliv spolnih hormonov pri samici. Zato lahko nastanek tumorjev preveniramo s tem, da odstranimo jajčnike, kirurško odstranimo jajčnike, jajcevode in maternico. Opravimo tako imenovano ovariohisterektomijo. Zdaj, kar se tiče nastanka tumorjev, je nekje med 30 in 50% pri nesteriliziranih samicah. Po starosti nekje okrog 18 mesecev. Če pa opravimo poseg, je pa verjetnost, da to nastane bistveno manjša. Zdaj, če tumor že nastane in ga lastniki opazijo, je najpogostejši poseg in trenutno še vedno se priporoča kirurška odstranitev tumorja z mlečne žleze in naknadno testiranje, kakšne vrste tumor je to. Praviloma so tumori, ki jih najdemo, benigni. Se pravi, so tumori, ki ponavadi ne metastazirajo in jih imenujemo fibroadenomi. Lahko imajo podgane tudi več tumorjev, takrat govorimo o tako imenovani fibroadenomatozi. Zato ni presenetljivo, da lahko operiramo hkrati tudi 2 ali pa 3 tumorje na tem področju telesa. Zaradi rutinskosti posega je ponavadi v večini primerov okrevanje zelo hitro. Traja dan, 2, lahko tudi 3. V tem času se podgani blaži bolečino. Lastnikom svetujemo, da so bolj pri miru, da imajo tako imenovano mirovanje v kletki, da ne plezajo, da se morda ne družijo s tovariši, drugimi podganami, ki bi lahko raziskovale kirurško rano in povzročile še dodatne težave.
Danes smo se v parku Tivoli v Ljubljani dobili z gospodom Vidom, Murijem in Hanijem. Hanija morda nekateri naši redni gledalci že poznate, tisti, ki se ga ne spomnite, pa poglejte naslednji prispevek. Hani je nemški ovčar, mešanec bomo bolj rekli. Je kar popadljiv do drugih živali. Zna svojo pravdo tudi pokazati proti človeku. Smo spet tam, kjer je rabil posebnega lastnika. V vsakem primeru vsi prizadevamo, da ti psi, ki so dobili oznako nevaren pes, čim prej najdejo nove primerne lastnike. Torej res primerne skrbnike, ki imajo neko predznanje, ki znajo ravnati z takim psom. To niso izgubljeni primeri, to niso psi, ki ti skočijo v obraz in napadejo takoj v vsakem trenutku. Takšen je bil torej opis Hanija pred meseci. Danes je to čisto drugačen kužek. Gospod Vid, kdaj ste vi izvedeli za Hanija in kdaj ste se odločili, da ga posvojite? Izvedel sem za Hanija 3 dni pred posvojitvijo. Povedala za njega mi je kolegica, ki ima pasji frizeraj in objavila po Facebooku zavetiške pse. In tam sem dobil informacijo, zdaj se mi zelo lep pes, zelo v redu energija, sam rab dosti dela, ampak zdaj smo ga zrihtali in to je to. Se niste ustrašili tega opisa, ki smo ga pravkar videli tudi v oddaji? Niti ne, ker je bil Muri že približen dosti podoben, tako da sploh nisem dvomil, da ne bi bilo uspešna rehabilitacija. Tudi preden sem ga posvojil, sem se rekel, da ga najprej na sprehod odpeljal, da vidim, kakšna ima reakcija do drugih psov, pa kako reagira, pa če bi bil res preveč ekstremen primer, ga ne bi vzel. Tako sem pa videl, da je že dosti v redu, da se ga da dosti hitro zrihtati in zato sem ga vzel in zdaj je res super, že tudi doma navajen. Kako ste navezali stik, pa kakšni so bili vaši prvi koraki, po kakšnem postopku ste se mu pravzaprav približali in ga, tako kot ste rekli, zrihtali? V zavetišču sem že delam po metodi Dog Whispererja, ker sem gledal te oddaje in sem že po njegovi metodi Murija zrihtal. In ko sem prišel v zavetišče, sem zahteval, da so se vsi odstranili, da je bila energija mirna. Sem se lepo počasi približal do psa, da se je usedel, sem mu počasi to ovratnico naštel gor in so še lepo mirno iz zavetišča na sprehod. In potem sem ga testiral, da sem videl, kako reagira na druge pse. Sem mi zdel, da ga lahko zrihtam in sem ga potem vzel in to je to. Murija že ste imeli doma, kako sta se ujela, Hani in Muri? Prve par dni je Muri hotel dominirati Hanija in ga je potem Hani napadel. Pa sem pa v bistvu Murija in Hanija discipliniral, ker sta hotela ali Muri hotel dominirati Hanija ali Hani napadati Murija. Sem zmer preprečil to in zdaj sta že dosti v redu, da ne renčita in na drugega na sprehodih, tako da je res super. Že vsak dan boljše. Hani je v glavnem imel problem z drugimi živalmi, ne toliko z ljudmi? Ne toliko z ljudmi, čeprav smo ga prvi dan, ko sem ga domov pripeljal, je na družinske člane malo renčil. Tako da sem imel še te probleme, da so me napadli, kaj sem jaz tudi domov vozil. Tako da sem imel še te boje, ampak dobro se to smo preživeli, zdaj so vsi navajeni na njega. Tako da, ko sem rekel, da ga mogoče zrihtal, pa ga dal mogoče kam drugam, da so rekli, ne, zdaj smo se ga pa že toliko navadili, da pa ne.
Torej, vsak pes pravzaprav je lahko civiliziran, lahko je v družbi. Zakaj pravzaprav, po vašem mnenju, pride do takšnega stanja, v kakršnem je bil Hani? Po mojem, zaradi neznanja ljudi, pa tudi pri ljudeh se včasih, ne vem, kakšna situacija življenjska spremeni in potem ne morejo pač za žival skrbeti. Tako da po mojem je Hani tipičen primer pač nepravih informacij, ki jih je dobil lastnik. Pač, ne. To bi mogli pač ljudje se res pozanimati, kako to teče, kaj treba pred nakupom psa vedeti, pa kako sploh s psom delati, preden sploh psa dobiš. Ne. Tako da to je zelo pomembno, preden si sploh psa dobiš, da imaš že neko znanje. Tudi če dobiš nizkoenergijskega psa, ki skozi ta pohod, je še zmeraj v redu, da pač imaš neko znanje, predznanje. In da greš vsaj kakšno pasjo šolo pogledati ali ne vem, kakšne knjige prebereš, vsaj to, da imaš neke osnove. Skupina ljubiteljev psov se združujete, pripravljate tudi informativno stojnico za tiste, ki ne vejo toliko o tem. No ja, to se pa bo dogajalo na tržnici Šiška. No, čakajte zdaj samo malo, ki je že v akciji, napad pripravljen. Ej! Ej! No. Je to še vedno problem, kadar Ja, moram biti zelo pozoren, da se slučajno napad ne pripravi, pa da ga prekinem, pa lahko takole, da voha, gleda, to pa ni problem. Zdaj je videti, da je to zelo mirno preneseno. Če je normalen pes, sploh ni problem. Če bi zdaj pes reagiral, pa da bi začel kaj renčati, bi mogoče še on odreagiral. Samo je zmer vsakič boljš, vsakmu sprehodom, vsakmu srečanjem je zmer boljš, tako da pač zaenkrat se še ne igra, ker vsakič, ko ga pač Muri povabi k igri, pač ga on napade še, pa renči. Čeprav je zdaj že boljš, pač to se zdaj samo še zjutraj dogaja, popoldne, ko imate pa še malo energije, ki jih pač s prehodov pripeljem, se pa že malo igrata, pa majčkeno lovita. In če se vrneva na informativno stojnico, kdaj se bo to dogajalo, kakšne informacije bodo ljudje lahko dobili? Tržnica v Šiški se odpre 15. marca. To bo samo za začeten testen zagon, da vidimo, kako se bojo programi obnesli. Potem zdaj bomo 28. se bo začel pasji program, kjer bomo imeli pasjo šolo, kjer bo predstavljala svoj program. Potem bom jaz s Hanijem tam in bom pač ljudem lahko razlagal, kakšne postopke sem imel, da sem ga pač spravil, da ni več renčal na ljudi in kako ga izpostavljati pravilno psem. Potem bo tam še pasji frizer, kjer bojo imeli hitro striženje in bodo potem zbirali prispevke za zavetišča za pse, ali za karkoli pač. Potem bo pa še veterinar, ki bo imel kakšne hitre preglede ali pač na to varianto in bodo potem tudi prek tega kakšne prostovoljne prispevke za zavetišče zbirali. Inštitut Lutra je dobil ime po vidri. Lutra je latinsko vidra, torej je to vrsta sesalca. Takole so videti mlade vidrce, tole so plišaste, ampak žive so še veliko bolj ljubke in prisrčne. In ravno zato smo se odločili za vidro, ker nekako simbolizira vse življenje v naših celinskih vodah. To je v rekah, jezerih, ribnikih, to so celinske vode z eno besedo. In vidra rečemo, da je kraljica voda. Torej se lahko ukvarjamo z vso biodiverziteto, kot rečemo temu, z vsem živim svetom, spodaj, torej pod njo, z celim spletom in z vodami, s kakovostjo, z ohranjanjem voda. In tako naprej. To je naše osrednje področje dela, seveda pa moramo včasih pogledati tudi levo, desno v varstvo narave. Danes smo se dobili tukaj ob Ljubljanici, prav zato, da opozorimo na skrivnostno življenje Ljubljanice, ki ga večina ljudi ne pozna.
Ja, res je. Večina ljudi sploh ne pozna tega, česar ne more videti. Mi imamo pač omejena čutila, sposobnosti naših čutil, sluha, voha, vida predvsem so omejene. In če nečesa ne vidimo, si tega ne znamo predstavljati. Zato je z vidro toliko lažje se približati ljudem, ljubka, kosmata, zastisniti k sebi, ne. Kdo pa vidi algo? Majhno, mikroskopsko majhno celo. Torej, alge, te enocelične, za katere smo se zdaj odločili, da jih bomo predstavili, merijo od nekaj mikronov pa recimo do 30 mikronov. In če vemo, da je mikron milijoninka metra, tisočinka milimetra, je to strašno majčkeno. Potrebujemo vsaj dober svetlobni mikroskop, še boljš pa elektronskega, da lahko ta bitja vidimo. In seveda jih ne morejo ljudje poznati, zato so raziskovalci, ki se s tem ukvarjajo. In večkrat rečemo, pa kaj te alge, ne, saj so tako majhne, pa so, kaj pa sploh imamo od njih? No, samo te diatomeje, kremenaste alge, za katere smo se odločili zdaj predstaviti, producirajo 40% globalnega kisika, tudi tegale, ki ga mi vsi zdajle tudi dihamo. To je pomembno, sicer večina kisika prihaja od morskih vrst, pa vendarle tudi od sladkovodnih. Recimo v tejle Ljubljanici, zdajle je malo narasla, se je verjetno stanje nekoliko spremenilo, ampak v naravnem stanju in na Barju, kjer je lepo obrasla, kjer vijuga in tako kot se spodobi za naravno reko, jih živi 2/3 od 500 vrst, ki jih uporabljamo v slovenskem šifrantu. Šifrant pa je mehanizem za določanje kakovosti voda na osnovi vrstne sestave iz teh alg in na osnovi tega, koliko od posamezne vrste alg tam živi. Se reče, da se iz količine in iz vrstne sestave lahko določi kakovost tiste vode. To so bioindikatorji. V vlažnih spomladanskih nočeh, ko se najnižja nočna temperatura zraka dvigne nad 4 stopinje in je dan dovolj dolg, se začne selitev žab. V primerjavi s selitvami po parjenju se večina živali hkrati odpravi iz prezimovališč proti vodi. Ker njihovo pot pogosto prekrižajo ceste, večina populacije konča pod kolesi avtomobilov. Društvo za zaščito dvoživk in plazilcev ter lokalna društva in posamezniki se že nekaj let trudijo, da žabicam omogočijo varen prehod do mrestišč. Rešujemo dvoživke, ki se spomladi množično iz gozdov pomikajo proti vodnim telesom, ribnikom, jezerom, mlakam, kjer odlagajo jajčica. Zdaj smo pri 3 ribnikih v Mariboru. Koliko žabic pa poberete tukaj? Čisto različno. Na začetku, ko so temperature po noči še nižje, je žabic nekoliko manj, potem ko se temperature že nekoliko dvignejo in je v ozračju ustrezna vlažnost, pa jih prenesemo dnevno tudi čez 100. Ob robu ceste postavimo začasne ograje, ki žabicam preprečujejo direktno dostop na cesto. Žabice se pomikajo iz gozda proti cesti, ob ograji se potem pomikajo levo in desno, dokler jih mi ne poberemo in varno prenesemo čez cesto. Pri dvoživkah je tako, da je veliko samcev. Samci so manjši od samic, 2-3-krat manjši. Samice sproščajo feromone, spolne hormone, ki jih samci zavohajo in potem sledijo samicam. Ker je samcev v naravi veliko več, samci poskušajo čim prej zagarantirati mesto na samici. V spomladanski akciji lahko pomagate pri postavljanju ograj in prenašanju žab tudi vi. Pobliže se lahko spoznate z dvoživkami in njihovimi navadami in rešite življenje žabic ter njihovega zaroda. Na spletni strani Pomagajmo žabicam si lahko ogledate zemljevid z izbranimi lokacijami, kjer se lahko udeležite akcij.